številki vis-a-vis, z menoj nocoj vele nadarjena, ena najuspešnejših manekenk, novinarka in diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja Tjaša Stanič-Georgijevska. Dobrodošla. Dobro vas našla. Dobro nas našla. Dobrodošla bodaj ta teden. Prepričan sem, da jo redno spremljaš in veš, da je to že od samega začetka manekenska oddaja. Seveda se hecam. Sam ne me prisil, da se ostanem, ker ko boš videla, kam imam spodaj oblečeno, boš zapustila studio skozi vrata, ki sploh ne vem, ki so. Hvala lepa, da si se odzvala našem vabilu. Hvala za vabilo. Mi je v čas, da si danes z nami. Če smo že začela s tole televizijo in recimo manekenstvo, se ti zdi, da je dobro pokrito manekenstvo na televiziji? Glede vsebin, oddaje to, je bilo kdaj sploh dobro pokrito? Na naših televizijah, slovenskih? Recimo najprej širše, mednarodno. Pa kaj pa vem, ne bi rekla, da je. V bistvu so to bolj kanali, ne? Ker lahko se ti pač 24 ur na dan, kot so ala Fashion TV, in gledaš te stvari, ne? Mogoče bolj za ljubitelje. Ne? Specializirane vsebine. Drugače pa ne, kar se pa mode tiče, manekenstva, se mi zdi, da ne, da to sploh ni toliko zastopano na televizijah. Razlog je pa tudi mogoče tudi sama modna industrija. Aha, ki je hermetična na nek način? Absolutno. Zakaj? Ker ves ta elitizem, nedostopnost, draž, ne, vzbuja neko misterioznost, ki pa prodaja, recimo, ne, in potem je to, nočejo biti preveč razgrnjeni, ne. Ne pustimo vsem, da imajo to. Točno to. Jaz velikokrat googlam kakšne zadeve, te za obleč, pa to so res drage zadeve. A je to od česa živi modna industrija? Se pravi, tekoča kolekcija, ki potem je kar naenkrat zelo cenej potem. Ne, baje od oblek sploh ne, ampak je bolj, kar nosi denar modni industriji, kozmetika. Aha. Parfumi, make-up. Potrošni material. Mislim, da ja. Ampak, če mene vprašate, mislim, ko smo tako v backstageu, pa ko vidimo vse te gore oblačil, kolekcij, mislim, tudi meni je to, jaz pa ne vidim smisla v tem, tako se prav vpraša, si del tega, jaz sem rada del tega, ampak po drugi strani mi je pa to tako nedoumljivo, tako je to, ne moreš se nekako spraviti s tem, ne vem, kam gre vse to. Koliko je nekega materijala potrebnega, da se vse to naredi? Zakaj? Zakaj? Komu? Kam? A se to potem odvrže po modni reviji? Ali to se proda? Ne vem. Na aukcijah? Pojma nimam, kaj se zgodi. Jaz vem, da se tudi raje uničuje stvari, kakor da se jih potem karkoli... Tega pa ne razumem. Kako je to možno? Enostavno, ne vem, sem že večkrat prebrala stvar, da se raje uniči stvari, kakor da se jih proda za bolj poceni. Proda bolj poceni. Okej. To pa razumem. Ja, ne, grozno. Mislim, to je grozno, glede na to, da vemo, kako je s planetom, kaj se dogaja, kam drvimo, ne, je to, mislim, neverjetno. Res neverjetno. Ampak, kaj jaz lahko zdaj govorim tle in pametujem, če sem del tega? No, del tega, ampak si pa del tega za zavedanjem. Je še vedno... To je tako, kot bi rekel, zdaj imamo pa tlele avto, ampak če ga ne bomo natankali, ne bomo prišli... To je res. Rojena si bila v Makedoniji, potem si se pa preselila v Ljubljano že v otroštvu? Ja, v bistvu Kakšno je bilo tvoje otroštvo? V bistvu samo rojena sva z bratom v Bitoli, sta me moja mama, ker je bilo lažje tako iti domov roditi. Ona je tle že delala kot medicinska sestra, takrat se je UKC vabil medicinske sestre z vseh koncev Jugoslavije. Življenje pa je bilo, otroštvo je bilo tle v Jaršah, sem Jaršanka. Odraščanje, mislim, res lepo odraščanje v 80-ih letih. Lepi časi. Zelo, zelo lepo. Gumitvist, sirove kokice, Podravkine, tega se spomnim. Tega se pa jaz ne spomnim. Jaz sem jim celo pisala Podravki. Podravki? Kaj se dogaja s temi kokice, kaj jih ni več na tržišču? In so mi odgovorili, da jih pač ne bo več. Sploh, ko so jih umaknili, si zahtevala produkt nazaj. In te sirove kokice, ta okus, jaz še vedno iščem povsod po celem svetu. Sirove kokice? Ja. In našla sem nekaj v New Yorku, sem to ni to. Ni to ta okus, ne. Verjetno v kakšnem kinu.
Ma ne vem, to je zdaj vse nekaj preslano, rumeno. Okay. Ja. Ampak najprej si želela postati profesionalna plesalka? Sem plesala, sem jazz balet. Ja, step. Gazinka. Okay. Ja, je bilo samo sem bila, pa naenkrat sem zrasla, sem bila pri 13 letih že 85 centimetrov visoka. Pri 13? Pri 13 sem se zelo potegnila. Jaz sem 175, pa 41. No. Zelo zaostajam za teboj. Ampak le, nekaj let imam še, jaz pričakujem, da sem še malo potegnil. No, sej jaz sem ostala tako, ne, pri 85 sem ostala. Da upam, kmalu se bom začela tudi nižati, verjetno, ne. No, ampak to nižanje je v milimetrih tukaj. No, moram reči, da mi je višina delala preglavice, ne samo pri plesu, ker sem vedno štrdlela ven, ne. Iz formacije, recimo, nekaj jazz balet so formacije, da ne govorimo o solo točkah, ki jih sploh ne bi mogla imeti zaradi višine, ne, težko dobim kakšnega soplesalca, tako da so bili skupinski plesi zame. Ja, potem pa tudi v modi, ne boš verjel, ampak sem dosti posle zgubila zaradi višine, pa to v manekenskem svetu. A res? Ja, ker eno je pret-a-porter, tisto, kar nosiš ready to wear, kar rečejo, ne. Tam so mi znali biti kakšni rokavi, že malo prekratki, ne, tako. Za haute couture, visoko modo sem bila pa idealna. Zanimivo, imam enega prijatelja, ki je, mislim, da je visok 2,17 m in vedno, ko se z njim pogovarjam, trdi vehementno, da za nič na svetu ne bi bil nižji. Kot je, ampak se pa konstantno pritožuje. Na letalu, pa ne more sedeti. Gledajo je, kaj pa ta jeti? Lega, ne, ampak prav, zato sumim, da laže. Ker zdaj tebe slišim, pač si imela pač posledice tega, da si toliko visoka, sploh na poslovnem področju. Absolutno, ja. Mislim, zdaj... Ko pa je idealna višina, tako da bi rekla? Je, do 1,80 m je idealno. No. Do 1,80 m? Od 1,75 do 1,80 m. Čeprav zdaj te generacije so tudi više, ampak takrat, ko sem bila jaz, je bilo kar wow. In sem večkrat lagala. Meni je vedno pisali tam v teh podatkih, da sem 1,80 m, ne. Potem vedno, ko me je nekdo kaj meril, sem se tako malo, vedno ne. Si šla na casting in si bila... Da bi malo znižati, ja. Joj, ne, to je bila kar taka ena velika travma zame, no, ka vem, tako, tak nesproščenost, no. Zdaj je to smešen, ampak... Kdaj pa si preskočila iz tega, bi rekel, iz plesnih zadev v modeliranju? Pri 13 me ena soplesalka rekla, da pozna agenta in da bi bila primerna mogoče za to in potem sem se pa res zaljubila v to manekenstvo. Prvič, ko sem šla na oder, mi je bilo to jasno, da to želim delati. To je bila ena velika modna revija, ki se je zgodila v Hali Tivoli, takrat je tudi Bernarda Marot bila gostja. Takrat sem prvič tako nastopila na malo večji prireditvi in tisti občutek adrenalina, ko se ti sprehodiš po pisti, ko vsi tebe gledajo, wow, to te potem zasvoji. Zasvojljivo sem hotel reči. Ja, in te ne spusti. In jaz še danes to pogrešam in iščem v življenju. Res? Ja. Se pravi, na eno revijo pride koliko teh šusov adrenalina zasvojljivega? To je zelo hiter. To je tako, to je en tak šus močen, ker se veš, koliko traja sprehod po pisti. Niti minuto. Ampak je toliko nabit z emocijami, toliko je nabit z vsem temi pričakovanji, vse to, kar nosiš na sebi, odgovornostjo, da odnosiš. Čeprav se zelo sliši smešno, ko rečeš odgovorno odnositi obleko, ampak moraš upoštevati to. Absolutno. Takrat v tistem momentu je to zelo pomembno. Kako pa poteka posel na svetovnem nivoju, na tem področju? Kolega moj, David Urankar, je nekaj časa se udejstvoval modno v Milanu in je rekel, da je to neusmiljen posel, da je enkrat prišel na hlače dobil, jih ni dobil nase in so mu samo vrata pokazali. Ja, absolutno. Mora biti človek, ko bi rekel, imeti železno voljo, če pride do takšnih zavrnitev, ki sem pripričan, da ne paše v človeku. No, to je super šola, življenjska šola, ker se naučiš ogromno stvari. Prvo se naučiš zavrnitev, seveda, da lahko živiš normalno s tem, gotoviš, da ni stvar tebi, ampak je stvar komu drugemu, se pravi kreatorju, ki ta moment ne rabi tvojega luka. Pač enostavno se je to zelo težko. To je tudi, še danes je težko
slišati, da nisi izbran za nekaj, ne? Sprašujem, če je to dober denar. Ja. Ampak se tega naučiš in ustrajaš. Drugo, naučiš se biti sam. To je zelo pomembno v življenju, da si naučiš biti sam, da se imaš super v svoji družbi, ker je bistvo in profesionalnosti. Kakor si vprašal, ta biznis na visoki ravni je tako profesionalen, tako, da te že sama, mislim, jaz tako prav vidim neko lepoto v temu profesionalizmu in te to driva. Ker so vsi tako točno vejo, kaj počnejo in tudi tebe potem to driva, da si rataš boljši človek, rataš zelo discipliniran na nivoju, no? Tako. Se pravi, tam te dejansko nehajo imati resno, če vidijo, da si neprofesionalen. Absolutno. Se ni prostora, ker lepih ljudi je ogromno. Se pravi, za vse tiste, ki razmišljajo o tovrstni karieri, vključno z menoj, najprej rabiš casting agencijo, je tako? Oziroma osebno agencijo. Ja, matična, se reče matična agencija, ki te potem proba spraviti ven. Tako. V te lokalne agencije. V vsakem mestu rabiš imeti agencijo, ki te pošilja na castinge. V koliko, recimo temu intimnem odnosu pa si ti s to agencijo, da oni, ne vem, a oni presodijo, kaj bi bilo dobro zate karierno, ali imaš ti želje, jaz bi pa rada delala, ne vem, za ta whisky kampanjo, ne, kot bi jaz recimo, ker si predstavljam, da bi ga lahko velik zastonj spil. Ali bi mi pa dal ledeni čaj, pač ne bi smel. Bi ti dal ledeni čaj. Verjetno. Kako to poteka, da pride do tistega popolnega izkoristka tvojega talenta kot... V bistvu se ti moraš kar malo prepustiti tem agentom in menedžerjem, ker res vejo, kaj počnejo. Seveda je to vse v dogovoru s tabo. Zdaj, ki si rekel whisky, ne? Ja. Vsak model, moški, ženska, lahko zavrne določen posel, če se ne strinja z alkoholom. Večkrat se zgodi, da model noče oglaševati alkoholnih pijač, noče biti v reklami za, ne vem, krzno. Noče nositi nekih izdelkov, za katere ve ali je prepričana ali samo sumi, da jih je izdelala otroška roka. To lahko vse zavrneš. Noben ti nič ne bo tle. To je del tega profesionalizma. Ne? A preden zavrneš, ti pokažejo, koliko je plačilo? Ja, nekakšne manekenke so zelo načelne. No? Res, ne, se držijo tega. Enostavno ne. Pač enostavno rečejo, ali pa jaz ne delam golote. Pač ne snimam gola, nočem, da se mi karkoli vidi. In ne, to ustrajajo. Meni je to zelo, mislim, jaz tega nikoli. Jaz sem pač zelo odprta za stvari. Pa ne tako oportunistično, ne bi tako rekla, ampak enostavno ne vem, toliko sem se naučila biti profesionalna, da ko ste enkrat oblečel v neko stvar, enostavno samo odnosiš, ne komentiraš, ne gledaš, kaj. Kot robot. Je to malo všeč, jaz vidim neko lepoto v tem, ne vem, no, tako, neko moč mi daje to, no, tako. Mogoče zaradi tega glih ta stvar tako funkcionira, ker tako poteka, ne, ker je res za, tako kot, ne vem, pri ostalih poslih, pri televiziji je zelo podobno, ne, če imaš aparat ustvarjalcev, potem tehnična ekipa, pa tako. To sožitje, simbioza med njimi da pa potem TV program, ne, težko naredi en človek vse. Tako kot to dajo ta teden, naredi Jure Godler. Pa še jaz zraven. Pa še ti zraven. Kaj bi brez mene? Delamo, nadaljujemo z vsebino. V svojo ekipo te je pa sprejel John Galliano pri 19 letih. Ja. Kaj to naredi ko mladi punci? Ja, pa to niti ni več mladotok, ne. Ja, jaz sem začela pred 13, ne. Aha. Pa recimo, da je tisto otroško navdušenje še vedno prisotno pri teh letih. Ja, ne, če sem v enem momentu spakirala kovčke, sem šla v Pariz. Tako, res pogumno. Spakirala kovčke in šla v Pariz z namenom tam bom ostala? Z namenom tam ostati, ker v Milanu se meni nekaj ni preveč odpiralo. Sem še ena brinetka, visokorasla brinetka z dolgimi lasmi, milijone takih v Milanu. No, sem šla v Pariz in rekla, ok, če me Milano noče, mogoče me bo Pariz, glede na mojo suhljato postavo. Ja. Silhueta taka, ki bi bila Parižanom všeč, in sem imela prav. Sem šla. Je bilo kar malo težko, veš tisto, z avtobusom sem šla, ko prideš zjutraj, po celi noči potovanja, te kar malo stisne, ne? Dobro je bil en prijatelj v Parizu, je rekel, da mi da za en mesec sem lahko tam, potem sem si mogla že najti svoje, ampak sreča je na strani pogumnih in se je to tudi dosti izkazalo pri meni. Samo moraš iti in verjeti vase. No in ja, in eden od castingov
prvih castingov je bil John Galliano. Okay. Je pa še to zanimivo, da sem se jaz pred tem castingom, je bila ena tudi moja kolegica Svetlana Basrak, tudi naša zelo uspešna manekenka, je pa že imela fanta fotografa v Parizu in smo se dobili na kavi eno popoldne kot dobrodošlica, da sem prišla in me je postregel. Prejel je škarje v roke in rekel, Tjaša, glej, s to frizuro naš prišla in kamor tle. In me je tako nekaj po svoje. In jaz sem s takim novim lookom prišla na casting in me je Galliano opazil in sem dobila job, da sem bila sprejeta v njegovo ekipo. Kakšni so to občutki, sploh po tisti dolgi noči na avtobusu? To je pa še zdaj mi grejo kocine po konci. Ja, to je pa en tak moment. Po moje primerljivo za nekoga, ki sanja o hollywoodski karieri, da pride v Hollywood, pa ga Steven Spielberg vidi pa reče, ti boš pa Indiana Jonesu igral. No, sej, in taki dogodki, ki jih je bilo potem mogoče še par takih momentov, ti da pa tudi naprej v življenju vedeti, da je možno pa res vse, ne. Dobar, zdaj. Ja, no. Ampak čudeži se dogajajo v smislu, da se dogaja, ni to tako, pa kaj bom jaz tam, pa kdo bo mene. Ne. Vse. In jaz to še zdaj verjamem in tako je fajn živeti. Na ta način? Ja, mislim, zdaj, ampak moraš pa tako ne preveč pričakovati, no, ampak moraš se pa zavedaš, da je možno in potem greš v stvari, ne. Brez tega, da bi si že vnaprej zaprl neko pot, ne. Pa rekel, to pa ni zame, tega jaz ne zmorem. Ne. To se mi zdi, da je nekak slovenski način velikokrat, da sami sebe zapremo oziroma si prenehamo dovajati ogenj sanjam. Ja. Potem reči, tega pa menda ne boš. Ja. Mene recimo kdaj kdo vpraša, ne vem, delaš na televiziji, pišeš romane, kaj pa drugače počneš v življenju? Ker ljudje se enostavno ne zavedajo, da če se odloči za življenjsko kariero v nekem, kar je za večino ljudi nepredstavljivo, spomnim se nekoga, ki ima službo v javni upravi, recimo, ki ob 4 frej, da enostavno vzame ves tvoj čas, vso tvojo energijo in vse vlagaš v to, da gre potem naprej. Enkrat si padla na pisti pri tej... Pri Dior, se pravi, John Galliano je, se pravi, bil takrat kreativni vodja, pač glavni kreator pri hiši Dior. Zdaj me pa to zanima, kakšni so pa tam občutki napram tistim lepim občutkom. A se ti takrat podre svet? Ali si misliš, to je to? Ja, zdaj s temi leti, ki jih imam in izkušnjami, bi mi bilo to zelo smešno. Ja. Problem ni bil v meni, to je treba povedati. Jaz sem zelo profesionalna, niti ne v čevljih, sicer so bile take platforme, ampak sem obvladala hojo v teh čevljih. Problem je bil v obleki. Obleki, ki je bila predolga in na probi, fittingu, kot s temu mi rečemo, je John Galliano obljubil, da bo skrajšal obleko. In ni. Se pravi, je bil on kriv. Je bil kriv. Sabotiral te je. Zdaj ne vem, mogoče on, pač cela vojska ljudi, ki šiva te obleke in dela in ustvarja, mislim, to si ne moš predstavljati, koliko je tega, cela mašinerija od zadnji. No, glavno, jaz dobim tisto obleko in vidim, da ni skrajšana in sem jo, preden sem šla na pisto, prijela gor, normalno, da si olajšala stvar. In ker vsak kreator je, pa preden greš ti na pisto, je ponovadi kreator zadnji, ki te pogleda, look. Ok. In mi je v zadnjem momentu rekel, no, let it go, it must be like, don't hold it. Ne, pač, ne smeš. Držati. In meni je bilo pa takrat jasno, da tega jaz ne bom speljala. Se pravi, si vedela? Ja, meni kako sem vedela, kako bom jaz hodila v te obleki, ampak ga poslušaš, ker se pač avtoriteta, jaz danes ga ne bi poslušala. Listen, John! Go and walk! Ampak sem šla. In že skoraj mi je ratala, ampak na 2/3 piste je pa se zgodil tisti padec, ki je na YouTubeu. Je na YouTubeu? V kompilaciji teh nekih padcev. Seveda sem tam. Koleno imam še vedno brazgotino na koleno od tistega padca. To je bil hud padec. Kar direkt na koleno, se je to bilo, groza. V prvi vrsti Tina Turner, Lenny Kravitz, jav. Ja, kaj češ, zelo ful sem se hitro pobrala, kako sem se lahko. A si bila tisti večer edina, ki je padla? A veš, da ne vem, mogoče je kakšni še kaj spodrsnili, ampak ne vem, ker sem bila potem, veš, ker meni se je pač svet podiral, pol so me tolažili, tako je bil en tak, ampak ne,
Kaj pa je kot neka priznanje, da to ni nič hudega. Pa v bistvu mi je celo ena, ker sem prišla v backstage, potem rekla, no, lahko v angleščini govorim. Ja, bomo prevedli. No, it's show. We expected someone to fall, you know. Sem si mislila, why it had to be me, you know. Ampak ne, ful so me objeli, potolažili vse. Priznanje, da to nič ni hudega, je pa, da so me potem spet vzeli naslednje revije. Niso me... To se zgodi. Ja, se zgodi. In tako, to je bilo to, no. Zanimivo. Zdaj se pa se bolj posvečaš organizaciji modnih dogodkov, razstav in kreativnem vodenju projektov in tega. V kakšnem stanju je ta posel danes pri nas? Danes je, mislim, boljš v vsakem primeru, čeprav... Velike stereotipizacije? Ja, tako bom rekla, kar se posla tiče. Eno obdobje je bilo zelo fajn obdobje, ko je bila še modna Jana, pa so bile tiste modne revije, ki jih je organiziral Saša Radović in tako naprej in tako naprej. To je neko lepo obdobje. Potem je to zamrlo in potem je prišel Ljubljana Fashion Week, ki živi. Se zgodi enkrat ali dvakrat na leto, se zgodi. Težko je modnim kreatorjem, absolutno, jaz ne vem, od česa ti ljudje živijo, zelo težko, če ne greš nekam ven, ne vem, to je pač, kako prodati svojo vizijo, svojo kolekcijo, ne vem, to mi ni jasno, manekenke sploh ne morejo tega živeti tle, normalno, morajo iti ven. Bi pa to rekla, preko si malo omenil slovenska družba. Ja. Veliko je še stereotipov okoli tega posla. Ni ta družbena klima je taka, da bo seveda prej bo šla neka punca ali fant študiral. Starši ga ne bojo nikoli podprli, da gre med manekene in manekenke. Pa za razliko že na Hrvaškem je čisto drugače. Spodbujajo to, spodbujajo ta. Tle pa ne, te pa to tako puhoglavo, pa ne boš manekenka, pa kaj je to pa. Še enkrat rekla, to je zelo lep posel, ki ti omogoči potovanje, ti omogoči, da se naučiš marsikaj v življenju in dobiš take res izkušnje. Parkrat sem jaz probala v tudi nekih teh mestnih ali pa državnih teh ustanovah, ki se ukvarjajo s kulturo, izobraževanjem mladih, prideti. Tako nekako jim ponuditi tudi izobraževanje v to smer celostno. Prvo vprašanje je bilo, pa ja ne mislite, da učiti hoditi te punce, manekenske hoje. Če to ti vse povem, zakaj ne? Zakaj ne, če je to orodje, da lahko, pa kaj je to različnega od plesa, od neke druge oblike umetnosti, ne? Tako. Misliš, da bo kdaj drugače v tem smislu, ker... Ne vem, kaj se mora zgoditi, ne vem, pa se zdaj že toliko, ne vem, če je naša družba, upam, da bo. Moram te še to vprašati za konec. Nikoli pa se nisi odločila v tujini ostati. Kako to? Ja, zato kaj jaz vem. Kar jaz razumem, je v Sloveniji, tako kot večina stvari, manekenstvo deluje pač na provizorični ravni. Je tako? Ja, samo moraš pa vedeti, da je zdaj ogromno tujih produkcij snema v Sloveniji in se zdaj veliko posla lahko jaz dobim tle, recimo, ker še vedno delam. Imam še vedno agencijo v Nemčiji. Ja, zakaj se nisem odločila? Ker so ta mesta zelo naporna mesta. Ja, je super, da si tam, da se pač, ko se dogaja, to so tržišča velika, ampak živeti v teh mestih, vzgajati otroka... Ne, mislim tako, jaz pač ko enkrat to doživiš, se želiš miru, ne vem, ali pa nisem tak tip, ne vem, no. Pa tudi nisem nekoga spoznala, da bi se zaljubila, pa bi rekla, okej, to je pa zdaj tam moj dom, ne vem, kje. Sem pa raje šla na Balkan. Sem tam našla moža. Te veže v rodno državo. Ja, mogoče tudi to je pač na meni nekaj tazga. Si ena teh, ki ne rada prekinja z domačimi konci vezi. Mame, kar, ja. Rada vračaš in tako. Ja, zelo. Je tam z Makedonijo močna. Jaz sem lih kontra. Jaz rajš crknem, da se vrnem še kdaj v Brežce. A res? Hecam se. Najlepša hvala, da si bila današnja gostja. Hvala za obisk. Jaz ti želim srečno naprej pri vseh projektih, ki jih boš imela. Še kakšen padec, ampak simpatičen. Obljubim. Ne takšen, da ti bo koleno šlo. Tako da, hvala še enkrat, upam, da še kdaj priješ k nam. Hvala tebi.
Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.